Prisrčno pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v naši družbi zadnjič to sezono. Zvečer bo konec nove sezone, te sezone državnega prvenstva v nogometu. Mi smo v Ljubljani, v Šiški, kjer čakamo na tekmo med Bravom in Olimpijo. Poglejmo vse, kaj jim ponuja 36. kolo našega državnega prvenstva. Kaznovan Kramarič. Lepo preigrava Španring, pa priložnost za Tučiča. Slab strel Milana Tučiča, ki je sicer priložnost je bila zdaj to za Križan, je zdaj izgubil žogo že dvakrat, trikrat. Danes se mu je zgodilo, da ni bil najbolj zanesljiv. Ivanovič spet poskuša in tole je bil prvi strel Olimpije na današnjem srečanju proti nasprotnikovim vratom v 36 tekmah državnega prvenstva. Nukič pa tam desno teče Trontelj s kar nekaj prostora. Trontelj v kazenski prostor, žoga mimo vrat, pa še v prepovedanem položaju je bil Žugel. Bosič bo podal v kazenski prostor. Tokrat nevarneje, žoga na koncu. V dveh zaporednih sezonah v 35. kolu na domačem stadionu proti Taboru izgubila z 2-1 in na ta način dvakrat tako rekoč izgubila naslov prvaka. Zdaj pa 1-0, zadetek v 60. minuti, Milan Tučič. Žan Trontelj, ki je nekajkrat po ob robu igrišča ste videli, da se pripravljata še zadnji dve menjavi v zasedbi Olimpije, predtem pa še ena krasna priložnost za Bravo, ki zdaj vodi z 2-0. Zadetek za Maružina, ki je v prejšnji akciji, ko je Bravo povedel, tudi opravil pomembno delo. Zdaj pa je vse za zdaj govori v prid Bravo in v tem boju za to, da ne bi osvojili 9. mesta, zdaj najslabše kaže Celjanom. Nukič je v kazenskem prostoru, Nukič podaja v kazenski prostor, še ena krasna podaja. Še enkrat je Nukič dokazal, zakaj je prvi podajalec lige, svoj jubilejni 10. gol v tem prvenstvu, pa dosega Milan Tučič, ki je tudi zelo učinkovit. 18 tekem je odigral doslej za Bravo v tej sezoni in dosegel že svoj 10. gol. Ostajamo bolj ali manj pri dvoboju za to, da se izognejo 9. mestu. Celje Koper 1-1, zdaj strel Uroša Koruna odaleč. Zdaj se na klopi pripravljata sicer dve menjavi pri Bravo za zadnjih nekaj minut, predtem še tale podaja iz kota. Trontelj spet natančno v kazenski prostor, pa zdaj poskus odaleč, fantastičen zadetek. Evrogol, kar prej ni uspelo Boačiju, pa je na drugi strani uspelo Maherju, ampak dvignjena sodniška zastavica. Ja, je v bistvu fantastičen zaključek, nikakor si pa nismo želeli biti v tej situaciji pred zadnjo tekmo. In mislim, da glede na prikazane igre v prvenstvu je bilo to malo nezasluženo, ampak hvala Bogu še ena tekma z velikim pritiskom, za nas še ena učna ura, kako reagirati v takih situacijah, tako da čestitke igralcem, ker so zdaj že drugo nenavadno sezono v bistvu dobili takšne izkušnje, da je to lepa popotnica za naslednjo sezono. Je bila malo boljša, kako ste vi zadovoljni s tem, kar ste danes videli? Mi smo že z eno glavo v pokalu, ampak glede na to, da smo dali tudi možnost, 4 mladinci so tudi začeli, tako da tukaj vidim nekaj pozitivnega za to tekmo, ampak normalno rezultatsko ni po naših željah.